1, 2, 3. Merci beaucoup. Kaj je že hotel? Si dela francoza ali se izmotil? Kuharske bukve naj dobi rad. Dober možakar. Jaz iščem zaklad. Imamo pojma. Čem govorite? Kakšen zaklad? Vse se napride. Pa družina vsaka. Svoje skrivnosti. Vam eno izdamo. In ta bo še dosti, če pride vam blizu srca. Poglejte si tu, vse bogatstvo zlatnike in suho zlate. Gospod Merci. Da obstaja še večji zaklad. Mais non, je ne compris pas. Moi. Če imaš ti nekoga res rad. Bonjour. Dobar dan. Je kdo doma? Allô, bonjour. Kdo je? C'est moi. Je suis... no, jaz sem... merci za knjige. Jaz iščem stare slovenske knjige. Kdo ste? Kako ste prišli v hišo? No, spodaj je bilo odprto. Je regrette beaucoup, obžalujem. Nimamo nobenih starih knjig. Pa tudi v šolo se mi mudi. Oh. Gremo, alo. Stare knjige iščem, slovenske, originalne, če so. Hvala lepa za knjige. Merci. Merci. Imamo samo nove knjige. Oh. No, eni jih še imajo. V kakšnih starih hišah bi se jih dali dobiti? Oh, très bien, très bien. Merci, merci pour cette information. Merci, hvala lepa za knjige, hvala. Au revoir, merci. Nasvidenje. Oh, pardon, pardon. Dragi vnukec, takoj po pouku pomagate okopavati krompir. Motika te čaka. Razbojniški pozdrav, stari Ata. Okopavati krompir v atomskem veku. No way. Ej, kje si pa bil? Profka za Slovko te bo zabila v tla, sam da te dobi v roke. Adeno, zakaj pa če smem vprašati? Vajo smo imeli, ti si pa spet zaspal. Kakšno vajo? A zdaj se boš pa še z mene norca delil. Za kekca, če ti je kaj znan. Vse si lahko tudi brez mene kaj vadal. Seveda, to je bila super vaja za kekca, brez kekca. Slovko je kar znorela od vesela, kar škilt je začela. Zakaj si mi pa rekel, da se bo dobila pred vajo? A jaz pojma nimam. Najbrž sem se zmotil. Fino. Po noč ne spiš, po dnev pa lažeš. Si bom že zapomnila. Dobro jutro! Sedite. Čas se izteka, dragi moji! Šolsko leto se izteka, vi ne kažete pa še nobene resnosti. Poslušaj, kdaj pa je ta glava nazadnje videla šampon? Še nikoli, gospod ravnatelj. Kako, prosim? Jaz zmeram ježim, gospod ravnatelj, ker se bojim, da mi bo šel šampon v oči, pa me pa ful pečejo. Mrkavc ti bom že dal, pečejo. Torej, zgodovina. Zgodovino, dragi moji, morate znati tako, da nam ne boste delali sramote po ljubljanskih šolah. 4x20 in 19 da 99 in... Katerega smo danes? Drugega, gospod ravnatelj. No in 101 deljeno s 6 mesecem je? Je 16 in 5 ostane, gospod ravnatelj. Tako je. Najprej k tabli 16, potem 17 in tako naprej. 17 manjka, je zbolel. Se ne reče šprica. No, pa naj pride k tabli 18. Ja, zdaj nam pa ti lepo povej vse v zvezi z Napoleonom pri nas. Vas proti Bregi Bistrici je prvič omenjena ravno v času ilirskih provincij. No? Bi organiziran prevoz. Med levim in desnim bregom je bil organiziran prevoz splava. V času ilirskih provincij skozi našo vas tekla reka Bistrica. No? Voda je segala vse od levega do desnega brega. Dejno, bejno. Tekla pa je v smeri svojega toka. Kakšnega? Toka?
Bolj šibkega, ker ni preveč deroča. Ti bom dal šibkega. A veš, da boš dobil tako okrog ušes, da boš začutil jaki tok, jako deroče. No, te pa nadaljuj ti, številka 17. Oprostite, se številka 18. No pa 18, sej vse eno, no. Francoz! Takoj vsi nazaj na svoje mesta. Kje smo ostali zdaj? Kaj je? Kaj je spet? Rekli ste mi, naj vas opozorim, če se bo v vasi zgodilo kaj sumljivega. In? In? Zgodilo se je nekaj sumljivega. Čakaj, bo že izdavil, kaj je bilo tako sumljivega? Izdavil ne bom nič, ne manj kaj, bom kar povedal. Pravkar ste imeli obisk. Kdo je bil? En tujc, po mojemu je bil Francoz, je tako govoril. S'il vous plaît, contrôlez, žabarat, je pa to, kar sam direkt v knjižnico. In? Način, ga ne sem pustil. Ko sem mu pa omenil, da imate v pisarni zbirka detektivi sveta, je pa odsvrl, kot da bi mu sršene vred. Tako se mudr ne govori pred otroci, nekaj pa imate manire. Je pa navati kar v delavnici spestim, pa sjedno, če grem sem hval. Ven, zginite ven. Pa saj ste mi sami naročili. Po pouku se zglasite v moji pisarni, pa manire vzemite s seboj. Kje smo torej ostali? Pri Francozih. To je pa že za pozitivno. Kaj pa je zdaj to? Že spet. Oprostite, ne bi rad motil, ampak ključa nimam, pa ne morem v hišo. No pa kaj potem, jaz ga tudi nimam, ne? Pa tudi pouk imamo, če še niste opazili. To sem že opazil. Ima ga pa verjetno... Vaš sin. Ne, sin je v službi. No, seveda, vaš vnuk, seveda se lahko pripeti, da ga vzame s seboj. En tujc hod po brodu. Dobro zaklenkal šel nazaj na polje. Aha, seveda, sem slišal, nekakšen Francoz se klati naokrog. Prav razumno je ravno vaš vnuk, da ga ni pustil ključa kar tako. Ja, oprostite, lepo prosim. Hvala lepa. Naslednje. Torej, kje smo torej ostali? No, drugič. In ocene, veste, še niso zaključene. Vsak posebej bo vprašan še najmanj 3-krat. Tek, kaj je pisal na listku? Zapomnil sem si do zadnje pikse. Tujec v vasi, hoče navezati stike z nami. Prihitimo komarje. In bomo že dali komarje. To se sliši kot bojna napoved. Ti žabari. Gremo. Sestanek popoldan pri 3E. Pri 3 Hilka, okej. 3, žvink. Bum. Na vas se pa res ne mora zanesti. Nikoli nista točna. Začnimo. Če se bojo žabri povezati s Francozom, je to lahko zelo navaren. Že tako imam občutek, da vejo celo za tole skrivališče. Kako se pa piše ta tujc? Ne vem, nisem predstavil. Po moje pa merci. Kar naprej je ponavljal. Merci za stare knjige. Mogoče kdo ve, kje stanuje? V gostilni pri 3 kostanjih. Če pa stanuje v gostilni, to pomeni, da... Stanuje na žabarski strani. Točno! To pomeni, da je naš sovražnik. Takoj gremo v akcijo. Če je Merci na njihovi strani, bomo mi enega manj. Kako pa stojiš ti, žvižgač, s poljubljanjem? Tako, no, bolj srednje. Začetna faza. Počasnila bi nam zelo prav prišla. Pehta. Kaj pa je narobe z njo? Počasnila je v središču dogajanja zraven Mersija, pa še žabarje bo imela na očeh. 3-krat jo kušneš tako za finto, pa bo naša. Mogoče bi pa jaz lahko hodil s počasnilo. Nemogoče bom, ti nisi tip ljubimca. Situacija je tako resna, da ne moramo tvegati. Močne sence, stran, zli duhovi, stran, Nora Mica. sile, Spet išče zaklad. No, sploh ni opazila. zli duhovi.
pesem je treba dati več žalosti in predvsem več hrepenenja. Zavedaj se, da si zaprta pri hudi ženi v hribih, rada bi domov, pa si slepa, ob vsem tem pa nihče ne ve, kje si. No, zapoj še enkrat. Ptička, ki sladko škali. A imaš popoldne kaj čas? Kukrca, skekaca. Vojca, ne. Rad bi ti povedal... Kaj pa je zdaj to? No, kaj si že hotel povedati? No, kako bi rekel? Če se le zmenjava. Presnet flipaš. S tabo vedno, sam povej kdaj. A lahko takoj povej. No, tako se pa tudi ne mudi. Oči mi je dal nekaj drobiža, te povabim na piškote, pa še na kokto. A je slišiš, kako fuša, ka sraka, še govorit ne zna, kaj še lepiti. Sam sil se. Mene sam zaradi nje niso hotel sprejeti v zborček. Pa bi oči dal vsem zboru sendviče, če bi tudi jaz pila. Ta od zbora je res blesel. Povej me počakaj, bo rekla, da bo še malo vadila. Skaze, kje je Pehta? Pehta! Tukaj sem. Poslušaj, biti moraš hkrati hudobna, nesramna, pa tudi priliznjena in po svoje prijazna. A razumeš? Vse skupaj kot nekakšen koktajl občutkov. Ja? No, poskusi. Si opravil? Si nastavil zanke? Točica, jaz take Pehte ne morem sovražiti, pa tudi, če bi hotel. Stop. Saj vendar nisi na ljubezenskem sestanku. S kazeto moraš biti stroga in neizprosna, s kekcem pa priliznjena. Naslednji prizor. Pehta bi ne skoraj opazila, toliko, da ni zadela ob naju. Vidiš, kekac ne bova ušla. Kako se pa obnašaš, Mojca? Saj nisi v živalskem vrtu. No, gremo. Obidiva ju in pridiva do mostička še pred njima. Potlej ima pa lahko osle kaževa. Kje je barožle? Kekac! Zdaj pa ti, Pehta, trdo ga primi. Kaj iščeš tukaj? Kdo si? Imaš slabo vest, ha? Stop! Za nič. Gremo še enkrat od Pehte naprej. In bodi Pehta, ne Julija. Jaz se ne grem več. Konec vaje. Jutri ob isti uri naprej. Ne jokat, si ni tako hudo. Sam, da si tukaj. A tako. A je ta gospod Merci vaš sorodnik? Ne bi rekla, še nikoli ga nisem videla. In kako pa to doživi pri vas? Na dopust je prišel, prav da mu je na Brodu zelo všeč. Zbira slovenske kuharske recepte, najraje tiste iz starih knjig. Po moje je kuhar, ki se tako navdušuje nad kuharijo. A pri vas tudi stikal po podstrešju? Je, vse je premetel. Čuden. Koliko časa bo pa ostal pri vas ta gospod Merci? Ne vem, nič ni rekel. To ga moraš pa vprašati do najnega naslednjega sestanka. Pa še to ga vpraši, zakaj je prišel glih k nam, pa kakšne knjige pravzaprav išče? Pa kje se je naučil slovenščino? Sur, zdaj se pa pogovarjava o nama. Sej, da ne v smislu, jaz točem vem, zakaj se ti zanimaš zame. No, povej. Zaradi gorskega kolesa. A imaš gorsko kolo? Ja, gospod Merci mi ga je poklonil. Kako to, da ti je kupil kolo? A nisi prej rekla, da niste nič v žlahte? Nismo. Oče je rekel, da je gospod Merci samo tako radodaren. Nekaj ima za bregom, sam kaj? Saj me boš branil, a ne kekac. No, kaj je zdaj? A bo kaj? Žvižgač in počasnela, sta rada se imela, sta skupaj škote papala, pa malo se zavizala. Ti pa hitro domov. A si se zgubil? Nimate kaj brskati po mojem podstrešju, zastopite? To je moja stvar, to je sam moja stvar. Nobenih lik vam ne dam, nobenih. Zaklot je sam moj, sam moj. Non, mais c'est Pierre, je pense que meilleur que nous allons. Ça va. Najbolje da kar greva. Tukaj nimamo kaj iskati. Pardon, madame, pardon. Au revoir.
Kako ste sploh prišli na misel, da bi Micka imela literarni zaklad? Je sais pas, je suis un idiot. Oh non, monsieur Pierre. Après vous, s'il vous plaît, ça va, ça va. Dobar dan, gospa Mica. Skite, hudiči! Posebej vam radi samo pomaga. Sej jaz imam žegen. Kolmanov žegen. Sam zdaj še ni cajde, da bi brali iz njega. Dam ga pa menimo. No, pridite pogledat, no. No, pojďte. Gremo, no. Sej jaz vem, koga sta iskala. Gospod župank mi je že 10-krat rekel za Kolomanov žegen, pa jim ga ne dam. Sej nisem jaz neumna, pa bojo pa oni odkrili zaklad. Dej, naloži žrjavce. Ancoj, bomo zaznamvali, kje je zaklad, da se nam ne mogo več skrivati. Počakajmo. Niti besede, drugače ne bomo mogli žegnati zaklada. Diši kot v cerkvi. Vse ste pokvarili. Priznam, jaz sem zapil, ker mi je žrjavca na nogo padla. Vse dan spotko ne bi prišli do zaklada. Danes ne, lahko pa danes žegnali kraj, kjer je. Jaz bi ga na kresno noč odkrila, pa je bila pa bogata. No, moramo, se nam zelo mudi. No, pa jutri spet pridite, ko pade noč, kar čutim, kako bomo letos na kresno noč odkrili zaklad. Pa glej, šestrčki so mi sred noči. Pa ne, da ste spet kralj prmic. Ravnatelj bo zelo vesel, ko bo tu slišal. Tvar Šišnik, mi še nikoli nismo nič ukradli. Še posebej pa ne prmici, srevca nič nima. Razen spominov pa prividov. Ja. Sploh pa, kaj vas briga, kaj mi delamo v prostem času? Smo svobodni državljani in lahko delamo, kar čemo. Tudi speta se lahko urad brcamo, če nam paše. Pri tem bi vam lahko jaz izdatno pomagal. Bomo videli, če me kaj briga. Bom jaz dal svoboda. A veste, da ste hujš kot ravnatelj. On saj ne vohun za nami. Nej, zdaj se še čalarček razburja. Zanimiv. No, bomo videli, kdo je kdo. Kar pripravite se. Prvič, žabari so sumljivo mirni, kar kaže na zatišje pred nevihto. Drugič, poostriti nadzor nad gospodom Mercijem, da se ne bo spuščal v stik z neprimernimi osebami, kot je župnik in tako naprej. Tretjič, nori Mici pomagati pri iskanju pozabljenega zaklada. Mogoče pa Mica sploh ni tako nora. Četrtič, sam se je izdal tudi hišnik Fonzel. Je enako sumljiv kot vsi drugi. Heja, hrabri mi mornari smo. Fli, žvi, 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 fli, žvi, žvi. Bum! Jej!
krompirje pa skačemo v vodo. Še veste, da ne znam plavati. Točno. Zato je naša prva naloga, da te to poletje naučimo plavati. Hvala, gospod kapitan. Žabari! Moraš biti mornar! Se vračam tam Zorju! Kapitan! Smer, desni breg! Napad na žabarje! Napad! Napad! Viniko, kapitan! Če boš žabor bil san, pa moraš biti zabit! Žabari so vsi! Kreteni kronani! Attends! Attends! Attends, s'il te plaît! C'est mon blagajnica! Merci pour blagajnica! Prosim, c'est mon blagajnica! Ne, naša, čor pa tudi! Mais non, c'est mon blagajnica, s'il te plaît! Čor pa tudi! Čor pa samo naša! Samo naša! Samo naša! Non, c'est mon blagajnica! Machaj z rokami! Machaj z rokami! Machaj! Machaj z rokami! Oh merde, un petit accident! Bravo! Bravo, bravo! A veš, kaj to pomeni? Hitrejšega tečaja ne mogo imeti nikjer drugje! Pravi, krmar si! Očala sem zgubil! Moja lepa zlata očala! Res! Joj, kaj me potrpali! Daj mi roko! Oh, 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 bien, bien, merci! Oh là là! Ne jokat. Najeli bomo kakšnega potapljača, pa bomo dobili tvoje očala. Brez skrbi. Jaz pa dobil kakšnega potapljača. Gospodu Mercijo bom rekel. Žabri so ga tudi najeli. Ga bomo pa še mi. O, to pa ne. Bom že kako. Tudi z navadnimi očali. Toliko časti pa še imam, da nam prosim sovražnika za pomoč. Bravo, krmar plavalec! To je res sramota brez primere. Najamejo odraslega, da nas lahko premagajo. Rive, Zabrske! Rive! Rive! A krompir že je za robutanje. Bum, ti na najbližjo njo po krompir, pižgač, domov po jajca. Lek je hod ta mulc. Počakaj. Že cel popoldan te čakam. O, Marička, kakšen pa si? Mudi se mi, obleke mi sušijo v gozdu. A grem lahko s tabo? Vse bom čist primer. Lahko se pa tudi jaz slečem, če so to vaše nove uniforme. Ne, ne, ne. Samo slecene. Lahko gre z mano, ampak oblečena. Je dosti, da sem že jaz na pol nag. Superca, milijonkrat hvala. Pa sežem, ne bova si zdala, res. Upam nam vsaj ti kaj užitenega. Ta je prinesel po krompirja, po pa kamnov. Če pa nimam očal. Zaj bo eden, zvaj pa, no, tudi eden. Kako diši pri vas. A bo zame tudi kaj? Naj ti bo. Ogromna noga ve o Merciju, zato sem jo pripeljal. Kuvaj. Sej, ne vem, kje bi začela. Na začetku? Kje pa? Sam, najprej te bomo sprejeli v našo bratovščino. Tako sem se odločil. Kdaj pa? Ta moment. Sprejmeš čast, da postaneš članica najboljše posadke, kar jih pluje po Bistrci. Absolutno. Pol je pa najbolj, če kar tako opravimo slavnostni obred. Jasno? A to kaj boli? Ponavljaj.
V dobrem in slabem. V dobrem in slabem. V soncu in snegu. V soncu in snegu. V jutru in večeru. V jutru in večeru. Smo si bratje iste bratovščine. Smo si bratje iste bratovščine. V bistvu sem jaz sestra. Zakaj me pa tepeš? To je bil samo slovesen zaključek obreda. Če sprejmeš naš prvi udarec, to pomeni, da boš tudi vse ostale. A ja? Kar je tvojega, je zdaj naše. Kar je naše, je pa tudi naše. Absolutno. A ti znaš še kaj drugega reči kot absolutno? Jasno. In zdaj nam povej, kaj je novega z gospodom Mersijem. Že včeraj je Mersik vse poklical vse žabarje, s srčkom na čelu. Pol je pa za vse naročil pomfrit in ga tudi plačal. Uni so pa tako jedli, da bi se skoraj zadušali. A kje je omenil našo blagajno? Srček mu je povedal, da imate v njej bisere, prave rečne bisere. Se mi zdi, da se prav zaradi tistih biserov zanima za vas. Pravi so! Sem vedel, da so pravi! Juhu! Kaj pa ti noriš? Mi smo imeli sam 3. Vemo pa, kje se jih da dobiti na kile. A je tako, ker imajo plavač? Potrebni so natančne raziskave rodnine. Pa kaj še? In kje je zdaj ta gospod Mersi? Železna blagajna je zaklenil našo lopo. Videla sem ga, da nekaj bere, kar je pa čudno, kot tako slabo vid. Študiran turist, ni kaj. Odslej se bomo pozdravljali. Pri, živi, bum, po. Zakaj pa to? Prvi častni. Do prihodnega sestanka je razloži. A mi boš res? Bom, draga sestra. Razhod! Ne vem, če bi sploh šel domov. Brez očal me bodo natepli, da bom zvezde videl. Zakaj pa to? Bom je v boju žabar izgubil očala. Ne se sekirat, brat moj. Vedno imam s sabo dvojna očala. Tle jih imaš, brat moj. Hvala. Ti pa boš od danes prva kuharica splošne plovbe. Jasno? Fli, živi. Po. Ala, takoj ravnati. Kdo? A jaz? Ja, če želite, ampak za vas mi ne nič rekel. Ja, kdo pa potem? Vse. No ja, skoraj vsi. Vsi žabari, Vse sem vedel, čista izdaja. vsi žabari, pa tudi vsi kamari. Kdo pa so ti male živalce? Mi nismo nobeni kamarji. Tudi čisto nič nismo krivi. Ker žabari se zmenite. Oni so nam ukradli naš zaklad. Francoz jim je pa pomagal. Dve bandi torej. Gastilničarjeva, zmenuj. Kam pa ti? Kamorčem? Ala, gremo. Tlej jih imate, ga. Hvala, hvala. Ne more, vidite to not. Hvala. Takole. Kdo je torej tukaj zdaj glavni? Si ti? To pa ne. Naš glavni je Srček. Kdo pa je Srček? Jaz. Vodja leve bande. O, to pa ne. Z levega brega smo mi, splošna plovba. Razumem. Kako se že imenujete? Eni so žabari, eni pa komarji. Si ti tudi žabarka? To pa ne, jaz sem prava komarka. Ti pa si žabarka. No way, jaz sem tudi komarka. Si nisem več presegla, koza. Enim pač ni treba. Mir, če ne boste vsi dobili ukor pred izključitvijo. Gospod gostilničar, tukaj se mi je pritožil, kaj ne, gospod Janez, da ste bili nesramni do njegovega gosta. To ni res. Gospod Mersi je naš zaveznik. Vse mi delamo za njega. Mi ga pa ne maramo, ker nam je ukradel zaklad. Kakšen zaklad, kaj pa čvekaš? Meni ni nič povedal. Mir, lepo prosim, Mir, takoj bomo razčistili situacijo. Torej, če prav razumem, vi ste kradli njim, oni pa vam in gospoda Mersija, ki vse skupaj spravil v red, pa zdaj ne pustite pri miru. Kralj so nam železno blagajno. Seveda, vse je naša. Pa biseri tudi. Kakšni biseri? Zakaj jih pa ne prinesete? A ne veste, kakšno bogato prirodoslovno zbirko imamo? Pustite zdaj bisere, ki tako niso pravi, saj močno dvomim, da so. Tile žabari
Ali pa komarji so se skupaj spravili na mojo hčerko. Francoz mi je namignil, da je bila z njimi skupaj v gozdu in to brez obleke. Samo vprašanje časa je, da se bo zgodilo posilstvo. Kakšno posilstvo? Saj ni bilo noč. Sam slovesno sem vas sprejel v svoje vrste. Ja, ne razumeš, da vse to delam za tvoje dobro. Menda si ne boš uničila življenje s temi faloti. Poslušajte, pa tudi očala se je ukradla. In to nova. Zanja sem dal 500 mark. Vse bomo uredili, tudi očala se bodo še našla. Zagotavljam vam. No, upam. Zdaj moram pa iti, saj veste, gostje me čakajo. Valerija po pouku takoj domov. Nasvidenje. Oni kradejo, ne mi. Kar vprašajte jih. Mir. Najprej mi povejte, kje ste dobili tiste bisere? Biserci smo jih našli, sam še ne vemo, če so kaj vredni, ker še nisem naredil analize. To bo pa treba raziskati. Saj mogoče je pravno Francoz zaradi teh kamenčkov na brodu. Vem, zanesljivo vem, da ste jih iskali s pomočjo sumljivih čarovniških obredov. Pa ne biserov. Kaj pa? Slučajno smo bili zraven, ko so Mico prijeli tisti njeni prividi. Vse veste, da smo pa nič iskali. Vzemite. Ukore lahko razdelim zdaj kasneje, bomboni se pa lahko pokvarijo. Imam pa zanimiv predlog. Če bi bil jaz član vaše bratovščine. Pomislite, zasebno nisem tako strog kot v šoli, pa marsikaj koristnega vem, kar bi vam lahko prav prišlo. Na vašem mestu bi ravnal bolj taktično. Kot prvo bi se morali združiti. Drugo, skupaj iskati zaklad. Veste, na bisere sem naravnost nor. Se bomo že še dogovorili. Nasvidenje. Stop, niti koraka več. Kaj se greš počasnila? Črta! Kaj pa noriš? Pusti me v gostilno. Jaz sem tudi gost. Črta sem rekla! O, gospod Janez, kako ste kaj? Dober. Prišla sem po preste. Vse jih imate? A seveda jih imamo. Pa najbrž ne boste imeli nič proti cegran kar iskat. A ni to tista majica iz kekca? Pusti jo, a ne vidiš, da je navadna koza? Ampak za natakarco bi bila pa dobra. Kaj družbi fantje zjali, pil pa tudi. Da ti ne bojo muhe not letale, ne? Entrez. Oh, que surprise. Mon cher mademoiselle, asseyez-vous, s'il vous plaît. Prosim, sedite. Veliko knjig imate? Knjige so mon amour, moja ljubezen. Que voulez-vous boire? Kaj boste pili? Je vroče, ne? Hvala, sem uradno, če dovolite. Uradno, že ne compris pa, ne razumem. Vam bo tako jasno. A? Časopis imamo na šoli, vi ste pa naš prvi turist, pa sem mislila, da bi bilo fino, če bi lahko naredila intervju z vami. Ne, pokvarno, prosim, s'il vous plaît. Bi začela kar z vašim imenom. Nihče ne ve, kako se pišete, vsaj pravijo tako. Je to res? Je suis Pierre. Jaz sem Pierre. To popolnoma zadostuje. Zbiram stare recepte, kuharske recepte. Aha, torej Pierre brez primka. A veste, da vam moram prav čestitati? Pourquoi? Zakaj? Par dni ste pri nas, pa že govorite kot domačin. No. Kje pa ste se naučili našega jezika? Bral sem stare knjige, sem povedal, sem kuhar. Jaz zbiram originalne recepte. Slovenija je čudovita dežela za kuhanje. Krasni recepti, čudovite specialitete. Dobro, no. Nekaj imava. Najlepša hvala vam. A veste kaj? Ko ste bili tako prijazni, vas moram povabiti na našo igro. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, le théâtre, n'est-ce pas? Ah oui. Kekec je naslov. Igra. Ah oui. Lepa igra, še posebej takrat, ko kekec prinese mojci zdravilo za oči. Te prav pretrese. Kako ste rekli, zdravilo za oči? Ja, zgodbica izpod Julijskih Alp. Lepa. Sej zato jo pa igramo, ne? Oui. Nač, moram iti. Merci beaucoup. A sem prav rekla? Oui, naturellement, mon compliment. Mademoiselle, imate morebiti pri vas doma kakšne stare kuharske knjige?
Nažalost, mi imamo samo našo besedo, ne 2 metra pa Nobelov. Videnje. Je vroče. Eni pa Francoz zelo prav prišel. Eni pa nimajo pojma, kako je bilo v resnici. Pol bi pa lahko ta drugi mogoče povedal. Francoz se je kar sam javil pri nas. Prav nič ga ni bilo treba najemati. Je rekel, da bi rad probil svojo potapljaško opremo. A čem poklicati rokerca? Pri Merci je bila več kot pol ure. Če ona ne ve, za koga dela tale smoten Francoz, pa noben ne ve. Kaj želiš, gospod kapitan? Kapitan, kapitan. Se vidi, da čisto ni spadla. Pej tja, odkoder si prišla, pa pošla sem rokerco. Šibaj! Razumem, gospod kapitan. Ja. Mogoče ne bo. Tebe hočejo, takoj. Bojo pa kar malo počakali. Kar misliš. No, tako je pa že lepše. Klicali ste me. Pa jaz si bila pri Francozu. Ja, eni imajo kao mišice, drugi pa možgane. Pa daj ne nakladi. Rajš povej tem tukaj, da mi nimamo nič s Francozom. Kaj šele, da bi delali za njega. A ne, da je tako? Mogoče, ampak po mojem dela Francoz zase. Podrobnosti nas zanimajo, podrobnosti, če ne zamiraš. Rekel je, da je kuhar. Na roki ima vtetovirani 2 kladivi. Po mojem je rudar, razen če ni kuhal v kakšnem rudniku. Tako lepa glavca, pa še pametna povrh. Da nos pregoru žvižgati. Nehita! Rekel je tudi, da ga zanimajo sam kuharske knjige. Še kaj? Kaj bi pa še rad? Marsikaj. Se boš mogel pa malo bolj potruditi. Jaz nisem pehta. Pa nehajte se zafrkavati. Če imaš več kaj povedati, si voljno. Pa dojno. Kaj pa hvala? Drugič. Ja, ker se manir tiče, bi bil hišnik lahko tvoj oče. Tu smo babe, babe so babe. Rokerca ni nobena baba. Ja, kam pa je, dec? Znaš ti kaj naredil? Dec si bolj počasneja. Meni se pa ne zdi. Tišina! Če imate kaj pametnega za povedati, bodite raj tih. Se strinjam. Zato predlagam, da sklenemo premirje. V čigavnem imenu to predlagaš? Ja, v našem, v čigavem pa. V imenu vseh žabarjev. Dobro. Komarji bomo predlog pretehtali na prvem sestanku. Predlagam pa tudi, da skupaj izvedemo veliko akcijo. Osvoboditev železne blagajne. Naša blagajna! Kaj no poveš, fantiček? A vaša je. Ta čez stran, da se navedno dotakne. Levo krug, pa domu. Tovariš hišnik, ta zariveda skrinja je res naša. Vi mi pa tudi ne delujete kakšen ropar. Kaj si rekel? Ropar. Tega se pa nadovolim. Žalico pa napišti. Natja! Ej, Matja! Pa se sami zmejte z ravnateljem. Kje je pa ladijski dnevnik? Iskal je samo podatke o nas. S tem je vse povedal. Pa gremo vse na sestank, žabari. To z blagajno marškaj pove. Na sestank bomo šli, sam to še zmeri pomeni, da je kaj, gospod časnik? Da je najboljši žabar, mrtvi žabar. No, kako ste se odločili? A bomo podpisali mirovni sporazum ali ne? Ne moramo kar tako nekaj podpisati. Najprej moramo speljati kakšno skupno akcijo, da preverimo, kdo je kdo. Pol pa lahko podpisujemo, kar boste hoteli. Večer, dober večer. Zdaj po zadnjem času več na kolesa kot v cerkvi. Ma že kaj za bregom. No, in kaj predlagaš? Da napademo gospoda Mersija in vzamemo naš ladijski dnevnik. Tam noč so vse šifre, pa še marsikaj pomembnega. Misliš, da že spi? Ne, spodaj v gostilni. S tem imamo šanso. Zapomnite si. Najprej ladijski dnevnik.
se bomo zmenili. Eden, gospe zamrsijo sobo po lestvi, mi pa bomo stražili. Počasnila, ti v gostilni, mi pa zunaj. To ni pošten. Vi lahko idete, če bo kaj narobe, kaj pa mi? Se razumem, če se bojite. Ma kdo se boji? A smo enaki z desnega brega ali nismo? Smo. Gremo. Veš, jaz prav noč nisem rada pehta. Oči sicer prav, da je to ponos za vso gostilno. Jaz pa vem, da se mi bodo vsi smejali, ker sem tako... Kaj si tako? Močna. Lepo te prosim počasnila. Daj zdaj mer s temi tvojimi kilami. Marička, si zoprn. Flipper je veliko bolj prijazen od tebe. Se vidi, da je on kapetan. Srček, na baterijo. Pazi, listem, jem ga. Dnevnik. Kje imaš dnevnik? Jaz ga najdu, ladijski dnevnik. Mislim, je bilo nemogoče najti. Vse je to krezmetan. A ti si res. A misliš, da je hit splezati v tujo sobo? Pa pejt sam. Tole sem najdu pod poslo. Močna, divja, hraniti na francosko vižo. To je buharičica. Ali prav se piše kaša ali kaša? Točno. Močna, divja. To je lahko tudi počasnila. Ali pa navramice. To je ena šifra, 100%. Škoda, da sem Prešerna pri špricu. Rezervni Tarzan, kje imaš pa ti tisti list, ki si ga ujel? Spoštovani, izgubljenega radioaktivnega tovora še nisem našel. Če je res padel v Bistrico, potem iskreno upam, da se posoda še ni odprla. Potrebujem še nekaj dni. Z odličnim spoštovanjem vaš sodelavec Pierre. Urgent poslati v francoščini. Jutri. A kdo kaj razume? Dejstvo je, da je naša Bistrica zastrupljena. Posmrtno nevarna. Mi smo se prekopali, ljudje! Ja, sam to še nič ne pomeni, ker se strašno slabo počutim. Sem bil tudi pri Bumu, pa ga je sestra odpeljala k zdravniku. Prav bi bilo, če bi splošna plovba umrla skupaj. Grejo na seno, pa bova tam slovesno izdihala. A je prav, prav. Počakaj, rad bi umrl z našim ladijskim dnevnikom na prsih. Ja, to pa ne bo šlo. Se veš, da je nekje v Mersijovi sobi. Še Srček ga ni našel. Ni res, sem dobro videl, kako si ga je vtaknil za srajco. Zakaj mi pa nisi nič povedal? Zato, ker nisem hotel, da bi se takoj sfajtal. Pa tudi to sem videl, da ga je izgubil, ko je tekel domov. Ej, če bi bil toliko dober, pa bi ga šel iskat, ti tega ne bi nikoli pozabil. Prisežem. Veš kaj, greva oba. Ne, žvižgač. Se veš, strašno slabo se počutim. Verjetno zaradi tega, ker sem prvi zaplavil in sem najbolj radioaktiven. Služi se že svetom! Ni ga. Prehitro sem te pohvalil. Ne vem, kdo te je imenoval za prvega častnika. Se nobena naloga ne vpraša, tako kot ti treba. Ti, da si pozabil. Napaka. Zdaj ne bo noben vedel, da so umrli za pravično stvar. Bomo imeli vse lep pogreb.
cel 6. jaboten. Vsi bodo jokali. Tebi je lahko, ko imaš 2 punci. Kdo bo pa za mano jokal? Doma sploh ne vejo, da živim. Slokrca me tudi ne mara. Vse gre narobe. Mislil sem, da bomo ujeli Francoza, pa odkrili zaklad. Danes gre pa fentat. Ja, kaj pa vidva? A sta že spet vso noč nabavljala deske za avto? Živa sva! Živa sva, hvala! Yes! Bum! Bum! Našel sem ga, ki mi je pomoč peljala sestre k zdravniku.